Kako aktivni ste bili v varstveno-delovnem centru skozi leto? Moram reči, da smo tudi letos bili zelo aktivni. Predvsem sem vesela, da smo zaključili tudi vse obveznosti, oddali vzorce za poslovni katalog mladinske knjige, opravili tudi vse kooperantske obveznosti, izpeljali tudi te dodatne vsebine, ki jih izvajamo z namenom dviga kakovosti življenja naših uporabnikov. Skratka, res smo veseli in mirno bomo lahko odšli na kolektivni dopust. Koliko varovancev imate v vseh vaših enotah? Trenutno v obeh storitvah 175. V letošnjem letu se nam obeta kar pomembna širitev. Zaenkrat imamo neformalno soglasje ministrstva, čakamo pogodbo, tako da bomo sprejeli 22 novih uporabnikov. Naša lista čakajočih je namreč zelo dolga, za vsakim čakajočim se skriva stiska, tako da smo veseli, da po nekaj letih bo prišlo do širitev. Kakšni so kriteriji za sprejem v varstveno-delovni center v Kranju? Naši upravičenci pridobijo z 18. letom status invalida in seveda s tem statusom tudi pravico do vključitve v organizirano obliko družbenega varstva, tako kot je naša storitev vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, pa seveda tudi storitev posebnega institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Obrazec vloga, ki je tudi na naši spletni strani, je tista, ki pravzaprav upravičenci izpolni, pošlje na naš naslov, seveda jih doda priloge, katere potem obravnava komisija za sprejem, premestitev in odpust in seveda ugotovi, če pač upravičenec, ki je podal vlogo, izpolnjuje vse kriterije in potem ga sprejmemo, ko imamo v zavodu na voljo prosto mesto. Seveda, kako potem naprej v jeseni, kakšni so vaši načrti za prihodnje dni? Zdaj, najprej se bomo odpočili na kolektivnem dopustu, seveda v institucionalnem varstvu bo življenje potekalo 24 ur na dan, za razliko od zdaj, ko poteka 16 ur. Jeseni nas čaka kar veliko dela. Vsako leto imamo veliko naročil, predvsem za poslovni katalog mladinske knjige, tako da pri nas se septembra z morjem pravzaprav zaključi čas počitka in potem september, oktober, november do prvih decembrskih dni so res zelo delovni. No, včasih so vaši varovanci odhajali na tabore, na počitnice, na morje. Je še vedno stalnica to pri vas? Še vedno organiziramo te vsebine. Nekaj kratkih, enodnevnih, predvsem pa večdnevnih. Izredno radi odhajajo v toplice. Zdaj odločili smo se, da bomo ta letovanja v toplicah organizirali v manjših skupinah, ker je kakovost izvedene vsebine neprimerno boljša. Tako da 3 skupine so že letovale po 5 dni v toplicah. Imeli smo izobraževalni tabor na Jezerskem. Imeli smo tabor na ekokmetiji v Beli krajini, no septembra odhaja še ena skupina na morje, ena skupina pa še v toplice. Kar nekaj je bilo enodnevnih izletov, predvsem za naše uporabnike, ki so gibalno in senzorno ovirani, tako da smo res veseli, da smo se uspeli do poletja spraviti pod streho. Skratka, varovanci in zaposleni aktivni skozi celo leto, tako da ste verjetno zaslužili te počitnice, na kateri odhajate oziroma kolektivni dopust, kot pravite, in odpočite se. Hvala lepa.